Zdaj z nami je gospod Slavko Krištofelc z Inšpektorata za delo. Spregovoril bo o kršitvah zakonodaje v trgovini. Hvala lepa. Lep pozdrav v mojem imenu. Prihajam z Inšpektorata za delo in v tej predstavitvi bi vam rad prikazal, naslov res piše najpogostejše kršitve v trgovinski dejavnosti, ampak bi se osredotočil nekako na splošno, ker boste videli velikih razlik na to temo ni, tudi med ostalimi dejavnostmi. Zadeva pa ne bo, da bi bila tako suhoparna in da bomo številke kazali, bi probal nekako povezati moje predavanje tudi na vse ostale pred menoj, da bi na koncu mogoče vseeno potegnili en link v smeri res tistega zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, ki je v pomoč tako delodajalcem, ki zagotavlja varnost in zdravje delavcev in pa tudi delavcev pri izvajanju njihovih dolžnosti z področja varnosti in zdravja. Za začetek, pogledajte, sem mislil, da bi bilo lepo, če povem, koliko smo inšpektori prisotni na terenu, s tistim številom, ker nas je nekako sedaj obvladujemo 7500 nadzorov, govorim na področju varnosti in zdravja pri delu. Vidite, da inšpektorji v glavnem izvajamo izredne preglede, kar pomeni, da se dejansko osredotočamo na konkretne dejavnosti, ki izhajajo iz prijav oziroma iz tveganj ugotovitev, ki jih zasledimo tudi iz ostalih virov. Tukaj sem napisal tudi, koliko je inšpektorjev. Nisem imel namen tukaj, da bi kar jokal, koliko nas je malo ali pa velik. Namen je ta, da bi ozavestil delodajalce, da ne čakajo inšpektorja, da pride v nadzor in ukrepa oziroma da pride v nadzor in svetuje delodajalcu. Slej ko prej bo moral delodajalec sam poskrbeti za varnost, on je odgovoren za varnost delavcev in inšpektorji ugotavljamo, da dejansko delodajalci pri svojem delu oziroma pri vodenju podjetja oziroma delovnega procesa vse premalo računajo na to oziroma se zavedajo tega, da so oni tisti, ki imajo škarje in platno v svojih rokah. Zakonodaja, ki je predpisana oziroma inšpekcijski nadzori pa so lahko samo v pomoč, da to zadevo oziroma varnost in zdravje spelje na čim bolj eleganten način. Če pogledamo, kje inšpekcija naredi največ nadzorov, vidimo, da je gradbeništvo tisto, ki izstopa, tudi pa trgovina ni nekje pozabljena dejavnost, kar inšpektori se kar veliko pojavljajo v tej dejavnosti pri večjih delodajalcih, pri manjših delodajalcih in ko boste v nadaljevanju videli, tudi ugotavljajo kar konkretne nepravilnosti oziroma kar konkretno število ugotovljenih nepravilnosti. Mogoče je ta prikaz majhen boljši, ko ne govorimo o absolutni vrednosti, ampak ko govorimo o številu nadzorov na 1000 zaposlenih, če pogledamo samo trgovino, smo tam nekje zelo proti koncu. Gradbeništvo izstopa kot običajno, vendar, če pogledamo potem kršitve, vidimo, da pa se število kršitev stalno povečuje. Že nekaj let zasledujemo trend, da se število kršitev, ne glede na vsa predavanja, glede na vse posvete, ki jih imamo. Ugotovljeno število se povečuje, ampak ne malenkostno. Če pogledamo trende v zadnjih letih 2014 in 2015, vidimo, da je bil preskok kar občuten. Se pravi, lansko leto smo prvič prebili 20 000 ugotovljenih kršitev. Tu govorimo absolutno, dejansko na vseh področjih. V tem grafu je prikazano ponovno, kje je največ kršitev. Poglejte, tudi trgovino bomo najdeli na 3. mestu. Število kršitev, se pravi, glede na 100 pregledov, mogoče majhen bolj realna slika. Ponovna trgovina na 3. mestu, številka 307 pa gor pomeni, da pri vsakem nadzoru ugotovimo v trgovini vsaj 3 nepravilnosti. Naslednja, se pravi, če pogledamo gostinstvo, v gostinstvu jih je 5. Se pravi, ni tako.
da bi bilo dejansko neke stvari tako nedolžne, oziroma da bi imeli inšpekcija kakšno piko na koga. Tri nepravilnosti, včasih lahko več, včasih manj, so realna slika pri nadzorih v dejavnosti trgovine. Če gledamo kršitev, absolutno vidimo po številkah 2739 je bilo tukaj smo združevali, se pravi, dejavnosti 45, 46 in 47, nekako ni tista klasična trgovina, no, ampak je pa nekako povezana zadeva, ki je mogoče to potem pomembno, boste videli, ko bomo prišli na koncu do nezgod, zadeve se zelo prepletajo. Se pravi, tudi trgovina, sama trgovina kot izvajanje dejavnosti je vpeta tudi v druge storitvene usluge, v transport in tako naprej. Kje ugotavljamo največ kršitev? No? To je mogoče zdaj zanimivo, se pravi, izjava o varnosti z oceno tveganja. Lahko rečemo tudi OIRA po domače, recimo v teh novih orodjih. Poglejte, izjava o varnosti z oceno tveganja, to ni neka nova zadeva. Stara je že 15-16 let, še kakšnega več bi lahko dodali, saj v slovenskem prostoru, ampak ugotavljamo nažalost to, da se na tem področju situacija nič ne spreminja. 15 let, če gledamo statistiko, je na tem področju stanje enako. Kršitev je največ na področju izjave o varnosti, katere bomo mečkam pol pogledali, potem pa sledijo usposabljanje delavcev za varno delo in pa zagotavljanje njihovega zdravja. Druga, tretja se z leta v leto mogoče malo spremenijo in zamenjajo pozicijo med seboj, vendar to so tiste najpogostejše ugotovljene kršitve, ki jih ne najdemo samo v trgovini, ampak velja za vse dejavnosti, ki jih izvajajo delodajalci v naši državi. Mogoče bi tukaj omenil potem še naprej, bo par besed rečenih na osebno varovalno opremo, na ustrezno delovno okolje, pa na uporabo ustrezne oziroma varne delovne opreme. To so samo številčne vrednosti za primerjavo, koliko se jih ugotavlja v gradbeništvu, trgovini, pa mogoče v predelovalni industriji, kjer je, mislim, v primerjavi s tem dvema dejavnostma, ki sta dejansko tudi po imenu dokaj nevarni. No. Trgovina naj ne bi smela biti tako huda, ampak vidimo, da pa delodajalci, ki delajo v dejavnosti trgovine, nekako varnost in zdravje porivajo ob stran. Če pogledamo izjavo varnosti z oceno tveganja, no, kje ugotavljamo največ nepravilnosti? Ne bomo rekli, da bomo ugotavljali, kdo jo ima, pa kdo jo nima, oziroma a jo je sprejel delodajalec, a jo ni sprejel. Več ali manj so se v teh letih le naučili, da pa je treba en ta dokument pripraviti in ga tudi sprejeti. Mogoče je problem, ko se vodstvo zamenja, potem tistega sprejetja običajno ni, oziroma je treba novega direktorja malo spodbojiti, da do tega pride, ampak več ali manj tole dejansko izjavo varnosti z oceno tveganja imajo. Bi pa upozoril, no, da pa nekako 60% delodajalcev v Sloveniji ni nadzorovanih oziroma pregledanih. S tem številom, kjer jih imamo, jih je 40 obdelanih, se pravi, jih nadziramo, 65 pa ne. To pomeni, da jih tudi določena verjetnost obstaja, da pa ti nimajo te izjave. Vsekakor je problem vsebina, no. Jaz mislim, da je to bistvenega pomena. Ravno tako veliko besed je bilo prej povedanega na OIRO. Se pravi, OIRA je tista, ki mora imeti pravo vsebino, tudi ocena tveganja je tista, ki mora imeti pravo vsebino in je pomoč delodajalcu in pa tudi delavcu. Če vsebine ni, če nimamo identificiranih pravih vrednosti, če se ne ocenjuje, če ni ukrepov, potem nismo veliko naredili. Potem smo naredili papir zaradi papirja, ko pride inšpektor, da ga mu lepo pokažemo in če ima delodajalec srečo, je tudi inšpektor zadovoljen, ampak v zadnjem času se res inšpektori tudi vsebino poglabljamo. Probamo ugotoviti, poizkušamo ugotoviti, ali je v oceni tveganja res, ali so identificirana tveganja, ki se dejansko nahajajo v delovnem procesu. Inšpektor ne gre več v pisarno k direktorju, pa se pol ure pogovarjata, pa gre. Gre na delovno mesto, ugotavlja nepravilnosti, potem zbira dokumentacijo. Tukaj bi upozoril na ergonomijo.
Dejansko delodajalci, ki ocenjujejo tveganja v trgovinah, pozabljajo na ergonomijo. Lahko rečemo, ali pozabljajo, ali pa jo ne obvladujejo. Ergonomija ni tako enoznačna zadeva, ki bi jo vsak lahko imel v malem prstu. Tukaj je stroka zale, tukaj je treba vključiti medicino dela, ker edino na ta način se zadeva lahko postavi na višji nivo. Samo mišično-kostna obolenja so problem Evrope in mišično-kostna obolenja izhajajo ravno iz neergonomskih delovnih mest. Potem bi opozoril na revizijo. Vemo, kdaj zakonodaja zahteva revizijo. Če pogledamo 10 let nazaj, kako so se revizije delale. Revizije so se delale tako, da je zlasti zunanje strokovne inštitucije, da so prišle in rekla, ja, vsake 4 mesece bomo naredili revizijo. Kaj so ugotavljali? V praksi niso nič ugotavljali, ponavljali so se vsake 4 mesece, delodajalci so izdajali račune, nobenega vpliva, nobenega cost benefita na to temo ni bilo. Potem se je pa prišlo do tega, da pa so se ti roki preveč podaljšali. Dejansko se to sploh ne izvaja več. Imamo spremembe v tehnološkem procesu, imamo druga sredstva za delo, imamo drugo delovno opremo, spreminjajo se ljudje, spreminjajo se dejavniki tveganja, ampak tista ocena tveganja, takšna kot je bila pred recimo 5 leti, ostaja v predalih, v fasciklih, delodajalci večinoma tudi ne vejo, kje jo imajo. Da prah, ki jih se nabira, gor sploh ne omenjamo. Ko pride inšpektor na teren, ko zahteva recimo izjavo o varnosti, veste, po pravic povedamo, da jo iščemo tudi pol dneva. Pa ni, veliko te izgovor, izjavo o varnosti mora biti, pravi, imamo ji pri računovodju, pa ne vem še kje. Izjavo o varnosti in ostalo dokumentacijo mora imeti delodajalec na delovnem mestu. In pa tudi tisti predal, ki jo ima kdaj odpreti. Vse premalo ugotavljamo, da se zavedajo svojih odgovornosti. Kdaj se pa kaže tista odgovornost? Ko pride do nezgode, ko pride do regresnih zahtevkov, ko pride do odškodninskih zahtevkov strani delavca. Takrat je pa alarm v hiši in takrat se dejansko iščejo vse vzvodi, kako se pravi distancirati od zdravstvene zavarovalnice, od pokojninske zavarovalnice in pa od sodišč. Opozoril bi tukaj še na sodelovanje delavcev. Ugotavlja se, da ta obveznost delodajalca, da vključuje delavce v pripravo izjave o oceni tveganja, pada. Jaz mislim, da so delavci tisti, ki delajo na delovnih mestih in dejansko prvi, ki ugotavljajo, kakšna so tveganja. Po eni strani delavci ne upajo potem k delodajalcu in reči, to pa to bi mi popravi, to pa to mi uredi, tole bi potrebno urediti, ker se bojijo za svoje službe. Taka je situacija, zato je mogoče varianta boljša, da preko svojih predstavnikov ali svetodelavcev ali delavskih zaupnikov posredno nekako izražajo svoje probleme, ne bom rekel želje, dejansko so to problemi, s katerimi se srečujejo na delovnih mestih. Glede usposabljanja, to sem prej omenil na drugem mestu. Številke so takšne, kot so, bi pa opozoril, kje se vidi problem. Problem se vidi v tem, da se delavci zaposlujejo za različna delovna mesta. Se pravi, delodajalec ima najrajši delavca, ki bi delal od A do Ž vse. Ni problem, v ta namen priredi tudi pogodbo o zaposlitvi. Če gledamo pogodbo o zaposlitvi, imamo alinejsko 2 strani, kaj je delavec dolžan delati za tisto plačo, za katero sta se dogovorila. Kaj ima veze to z usposabljanjem? Običajno je za delodajalca to zelo dobro, ko ima nekoga druga na bolniški, bo pač tega delavca, ki mu dela, premestil na to, drugi dan na drugo mesto in bomo tako lepo kolobarili po delovnih mestih. Ampak zavedati se pa mora, da pa mora delavca tudi usposobiti za vsa ta delovna mesta. In to se v praksi ne dogaja. Ko pride delavec v proizvodni proces, dejansko ga usposobijo za tisto osnovno delo, kjer ga bo imel večino časa in si delodajalec pravi, pač bo, ko bo šel na drugo delovno mesto, ga bomo pa potem še tam usposobili. Do tega nikoli ne pride. Se pravi, dejansko ugotavljamo, da potem delodajalec to pozabi in
ko se raziskujejo nezgode pri delu. Takrat vidimo, da je, se pravi, delavec usposobljen za eno dejavnost, opravljal je pa popolnoma drugo. Programi usposabljanja, res da je številka zelo majhna, 2% nepravilnosti v trgovinski dejavnosti, ampak ti programi so zelo splošni. S nekim splošnim programom, ko govorimo recimo od 2-urnega usposabljanja, 1,5 ure v zakonodaje, kje kaj piše, poglejte, zakon znamo prebrati vsi. Tudi pravilnike znamo prebrati vsi. Zadevo je treba speljati tako, da bo delavec res imel tista praktična usposabljanja. Zadevo, ki mu, se pravi, v zvezi z tveganji, ki mu izhajajo iz delovnega mesta. Težko razume človek recimo usposabljanje, ko enega delavca usposablja neposredni vodja, kako se recimo dviga težka bremena, kako se zaščitna sredstva dajo na sebe, ne? In ko inšpektor potem tega delavca, vodja vpraša, pokaži mi prosim, kako se ti delavca usposobil, vse narobe naredi. Ena dobra praksa to, ko se delavci usposabljajo za varno delo, velja zlasti za trgovino, ker je tam dokazano, kako se usposabljajo, preko teh internetov, preko računalnika usposabljajo neposredne vodje, to pomeni, da delavec sploh ne ve, da ga je neposredni vodja po računalniku usposobil. Zadeva mora biti res transparentna. Tisti, ki delajo v trgovini, naj dejansko pokažejo, kako se dvigajo bremena, kako se stopa na višino. Poglejte, vse delavke pa delavci v trgovini so v skladišču, premeščajo bremena, razkladajo police in podobno. To so zadeve, ki jim je treba pokazati. Če je potrebno osebno varovalno opremo uporabljati, jo je treba delavcu pokazati, mu dati in mu pokazati, kako jo uporablja, kako jo hrani, kako jo čisti oziroma vzdržuje. Tukaj bi omenil še neke ostale kršitve. Statistika kaže, da je poleg tega, kar smo prej govorili, največ kršitev tudi v zvezi z električnim tokom oziroma nevarnosti udara pred električnim tokom. Velika večina so to pregledi električnih inštalacij. Mogoče je to segment, ki se ga v proizvodnih dejavnostih bolj poslužujejo, se ga bolj zavedajo, v trgovinski pa ne toliko. Verjetno ni toliko vtičnic, verjetno ni toliko teh delovne opreme pa strojev, ki se priključujejo, mogoče pa letni električni viličarji, ki so prisotni, no, ampak dejstvo je, da se inštalacije, meritve inštalacij ne izvaja. Vsi vemo, tudi doma jih je potrebno, na 16 letih morate vsi doma preveriti. Nezahtevni prostori 8 let, eksplozijsko ogroženi prostori 4 leta. Glede tega so to najpogostejše kršitve, opozoril bi pa na neustrezno dejansko stanje. Kaj je to neustrezno dejansko stanje? To so tiste razne vtičnice, ki visijo iz stene ven kot recimo prazne vreče. Za koga je še posebej to nevarno? Za čistilke, ki potem čistijo te zadeve, ne? Zadeva je nevarna, se verjetno čistilka tudi ven potegnila, ko da se stavec noter, ko ga potegne ven in vtičnica ostane v rokah. Ampak zadevo je treba sanirati. Se dogaja, ampak zadevo je treba sanirati. Potem delovna mesta, kršitev malo manj kot pri električnem toku, ampak tukaj je pa kar majčkeno več zadev opisanih. Ergonomijo smo že prej omenili. Kje se ergonomija zlasti pojavlja v trgovini? V praksi se velikokrat dogaja, da delavke, ki kasirajo oziroma ki vlečejo tiste barkode, stojijo. Dejansko je to skregano z vsako logiko. Da delavka 8-6, tako kar ima delovnik, stoji, da ji delodajalec po 5 letih, ko je sedela od strani stol, zato da bo več potegnila, pa več dela, to ne pije vode. Tudi zakonodajno je zadeva pokrita in v vseh primerih, kjer smo ukrepali, so delavke dobile sedeže nazaj. Prosim? Ja, to pa ne vem, se upravičujem. Povratne informacije nismo dobili. Premeščanje bremen, to je naslednja zadeva, ki smo jo že prej omenjali. Problem vidimo v tem, da strokovni delavci ali pa delodajalci, ki se s tem ukvarjajo, niso zmožni ocenjevati oziroma realno oceniti tveganja in speljati ukrepe. Pred časom je v veljavnosti še en pravilnik, ki je bila metoda ugotavljanja tveganj v zvezi s premeščanjem bremen opredeljena. Ko je ta pravilnik šel v pozabo oziroma ne velja več, so se tudi razmere na
na delovnih mestih oziroma pri delodajalcih poslabšale. Ampak kot poziv nikjer ne piše, da tega pravilnika ni treba več uporabljati. Se pravi, metoda, ki je bila noter, je bila vsaj eno orodje, s katerim so se ocenjevale tveganja v zvezi s premeščanjem bremen. Če smo pa malo inovativni in če gremo malo po internetu, tudi tam bomo marsikšno metodo najdeli. Našteje mogoče še naprej evakuacija, prezračevanje temperature na delovnih mestih, osvetljenost na delovnih mestih, poti za gibanje. Tukaj bi mogoče res poti za gibanje omenil, ker izstopajo med vsemi temi, in pa sanitarni ter garderobni prostori. Delovna oprema, se pravi s tem, s čimer se ukvarjamo na delovnih mestih, uporabljamo jo, se pravi pregledi in preizkusi, to so tisti na 3 leta, manjkajo navodila za varno delo, kjer je to potrebno. Opozoril bi pa še na zahtevo, ki je prišla z novim zakonom ZVZD-1 ven, in sicer, da ni zadosti, da delodajalec vsakih 3 leta ali pa v krajših rokih pregleda delovno opremo in potem pozabimo na njeno stanje in na varnost. Novi zakon je prinesel tudi to zahtevo, da je delodajalec dolžan stalno zagotavljati brezhibnost delovne opreme. In pod pritiskom tudi 2000 evrov kazni. Se pravi, ne more reči delodajalec, ja, saj je bila takrat v redu, zdaj pa ni več. Dan za dnem mora zagotavljati ustrezno in varno delovno opremo. Glede osebne varovalne opreme bi rekel, da se ne zagotavlja, tako kot je zapisano v izjavi o varnosti oziroma v nekem drugem internem aktu, oziroma da je njena uporaba nenamenska. Kaj to pomeni? To pomeni, da uporabljamo naprimer za zaščitne rokavice, takšne zaščitne rokavice, ki ne varujejo recimo delavca, delavka pred tveganji, ki izhajajo iz delovnega mesta. Še na nezgode sem mislil opozoriti. Tukaj so, glede na to, da imamo smrtnih nezgod, lansko leto jih je bilo 24, ampak od vseh prijavljenih nezgod, 9300 in še nekaj, vidimo, da je trgovina kar na visokem mestu. To se pravi, smo na drugem mestu. So predelovalne dejavnosti, to so tiste, ki smo prej rekli, smo dejansko najbolj obsežno, najbolj tvegana, najbolj nevarna, potem je pa trgovina dejansko že na drugem mestu. Kateri so vzroki? Ponavadi so to vzroki, glavni vzrok so izguba nadzora. Se pravi, izguba nadzora, se pravi, nad stvarmi, ki jih nosimo, izguba nadzora nad delovno opremo, ki jo upravljamo. Imamo pa tudi padce in zdrse. Danes smo že nekaj govorili o padcih in zdrsih in o teh spolzkih tleh. Dejansko to ni tako iztrte izvito, dejansko se v praksi to močno pojavlja. Mogoče je ta zanimiv graf, s katerim bi jaz potem zaključil zadevo. Vzroki smrtnih nezgod v letu 2015. Kaj izstopa? Vidimo, da izstopajo nezgode v zvezi z prevoznimi sredstvi oziroma prometne nesreče. Če pogledamo ta zeleni graf, ki sicer malo pada zdaj od leta 2013 do 2015, ampak še kar izstopajo prometne nesreče. Verjetno veste, kaj to pomeni. To pomeni neko preutrujenost. Govorimo o šoferjih, tisti, ki vozijo tiste ta velike kamione po tujini in po domačih cestah. Ti šoferji so preutrujeni, ti šoferji ogrožajo varnost tudi nas, ko se kot izven službe vozimo po cestah. Na koncu koncev so pa tisti šoferji tudi tisti, ki suportirajo vso to dejavnost. To se pravi, suportirajo in trgovino, da imamo vsako jutro recimo svež kruh na policah, da je dejansko trgovina polna, tako se mora biti, da pač spet tista marketing zadeva privablja čim večje število ljudi. V trgovini sicer ni smrtnih, na področju trgovine sicer nimamo smrtnih nezgod, ampak dejansko rdeče sem označil promet in transport zaradi tega, kar sem že prej povedal. To je bilo na kratko, kakšno vprašanje, lahko z veseljem odgovorim. Izvolite, gospa Kramer. Delovna oprema je takole, recimo, ene so bolj nevarne, ene so manj nevarne. Se pravi, nekaj časa nazaj smo imeli pravilnik, ki je točno govoril, kaj pa ni treba pregledovati. Ta pravilnik ni več veljaven, ampak če
lepo beremo 9. člen tega pravilnika o uporabi delovne opreme, vidimo, da je treba periodično pregledovati opremo, ki povzroča tveganja. Če bi še direktivo brali, potem piše, da preverjamo tisto delovno opremo, katera se s časom kvari, kar je logično. Se pravi, delovna oprema, ki je nevarna in ki še s časom kvarja oziroma izgublja svojo, trpežnost, recimo v navednicah in tako naprej, tisto je definitivno treba pregledovati. Zdaj, katera je pa to? Jaz mislim, da je zadeva taka, da o določenih stvarih nimamo kaj debatirati, jo je treba pregledati, stiskalnice, ne vem kaj še vse. Smo pa v dilemi recimo z kotnimi brusilkami ali pa z podobnimi stvarmi. A je to salomoreznice? Ja, dajmo pogledati recimo, koliko je smiselno. Če je stvar problematična, če je v vlažnem okolju. Tukaj lahko gledamo, kaj smem, priklop na električno, se pravi na elektriko. Kaj se zdaj lahko zgodi recimo zaradi tega, ne? Elektrika je tista, ki je pomembna. Imamo vlago, tam se vlaga čisti in tako naprej. Jaz mislim, da bi se v določenih primerih, v določenem obsegu dali pregledovati to. Periodika, se pravi, periodika je tako pripravljena v to smer, da mora to strokovna oseba delati. Pravilnik o varnosti, se pravi, ki upravlja to, se pravi, ki govori o delovni opremi, pa zahteva tudi stalne občasne preglede. To so pa strani delodajalca. In je prav, da on recimo stalno to preverja. Poglejte, recimo neko stiskalnico, ki je zaščitena z svetlobnimi zavesami. Definitivno si ne moramo privoščiti, da bi mi to pregledovali na 3 leta, potem pa nič več. Vsako jutro, ko zaštartamo tak stroj, je treba pregledati, a zaščitni elementi na njej delujejo ali ne. Naloga delodajalca je, kot sem prej rekel, da tudi z internimi pregledi od strani svojih strokovnih delavcev ali pa pooblaščenih oseb naredijo, to evidentirajo, zabeležijo in odpravijo eventualne napake, ki se pojavljajo. Tiste 3-letno čakanje, naslednji rok, ki se poimenovati potem še malo podaljša, ni prava rešitev. Kaj pa za antistatično obleko? Antistatično obleko v primerih, ker govorimo o eksplozijski ogroženosti, definitivno mora iz ocene tveganja to izhajati in ukrep je to, se pravi uporaba antistatične se pravi zaščitne opreme, ali čevljev, ali celotne obleke, ali rokavic, česarkoli. Ampak dejstvo je, sem pa prepričan, da če bi šel to gledati, bi na malih koncih to najdel. Dejansko, veste, čist praktično je tako, da vsi govorimo, vsi poznamo, vsi smo profesori za 5-10 tveganj, recimo kakšne ostale tveganja, recimo antistatična, prej sem rekel premeščanje bremen, ergonomija, eksplozivni materiali, tudi kemijo lahko noter damo. To so pa zadeve, oziroma to so zahtevnejša področja, katerih se pa strokovni delavci, ne bom rekel, bojijo, ampak jih zaradi nesposobnosti obvladovanja malo porivajo na stran. Dobro, gospod Krištofelc, prej smo slišali gospoda Karalambusa, ki pravi, da on tudi pregleduje te razmere v podjetjih in pravi, da on propagira euro. A jo tudi vi? Poglejte, mi aktivno sodelujemo pri pripravi OIRE. Se pravi, ko je OIRA pripravljena, se pravi, orodje pred objavo gre skozi, tudi jo pregleda vrženo in Ministrstvo za delo in inšpektorat. Vse naše inšpektorje smo usposobili, da prepoznavajo OIRO, da jo poznajo, imajo linke na spletu in jo potem tudi, ko jo najdejo na področju, se pravi pri nekem delodajalcu, znajo vrednotiti. Je pa res, jaz sem inšpektorjem, sem jih lepo prosil, naj mi povejo, ko bodo kakšno OIRO zasledili pri delodajalcu. Nažalost sem pa dobil eno povratno informacijo, da pa je res najdel OIRO kot njegovo, se pravi, uradno oceno tveganja.
Ni rečen, da jih ni več, ampak dejansko več informacij kot za eno pa dejansko res ni prišlo na moje ušesa. To vprašanje je zanimivo. Recimo inšpektor gre v neko družbo, ugotovi neke nepravilnosti, nekaj, kar bi veljalo popraviti, potem pa reče, lejte, jaz imam prijatelja, on pa dela te ocene tveganja in da vizitko, ne. Mogoče bi bilo bolje, da bi opozoril na euro, ki je zastonj. Ali mislite, da si delajo te posle? No? Jaz bi tako rekel, pogledajte, kot sem že rekel, velika večina oceno tveganja ima. Ste prav tisti delodajalci, ki obstojajo. In pri njih ugotavljamo, da ni interesa, da bi to vrgel, ki je nekoč v preteklosti plačal in se ukvarjal z neko novo. Mislim, da je, se pravi, ciljni uporabniki so tisti delodajalci, ki na novo nastajajo, ki se na novo pojavljajo v Sloveniji. Dejansko veliko razgovorov je bilo upravljenih s temi delodajalci, sicer tudi promovira se OERA, recimo ministrstvo organizira nekajkrat na leto prav z delodajalci organizirati predstavitve OERE. Zanimivo, vsi prisotni so sicer, imajo oceno tveganja, ni nihče, ki bi bil brez. Jo že imajo staro, zanima jih, ampak na vprašanje, a bi pa vi zamenjali, pa prav, zaenkrat ne, jo imam. Dobro. Imamo še kakšno vprašanje? Kakšen komentar? Izvolite, gospod Lotrič, ja. Zanima me, recimo, kako z oceno tveganja, če recimo zamenjamo zdravnika za preglede odklopne. Kaj ste mislili, kaj je z oceno? Ja. Izvajalec medicine dela, ja. Če zamenjaš izvajalca, Poglejte, jaz bi tako rekel, k izvajalcu medicine dela boste pošiljali delavce na zdravniške preglede. Če ste ga zamenjali, potem je pošteno, da tega izvajalca medicine dela seznante oziroma ga povabite k sebi v podjetje, naj si ogleda ceno tveganja, mogoče je boljši kot prejšnji, naj poda pripombe in na ta način izboljšate. Vsekakor ga morate vključiti v to. Ni to varianta, poglej, podpiš, vrni nazaj. Aktivno ga je treba vključiti, da si ogleda delovna mesta. Zakaj pa bi kdo zamenjal zdravnika? No, če recimo, če ni skrivnost. Zakaj bi zamenjal zdravnika? Jaz bi tukaj vas podprl, ker dejansko zdravniški pregledi so zagotavljanje zdravja na delovnem mestu je usmerjeno predvsem v izvajanje zdravniških pregledov. Če gledamo zakon, je še cel kup ali najpomembnih določil, ki jih ne bi izvajalec medicine dela delal. Jaz mislim, da medicino dela res treba toliko spodbuditi, da gre, potrebujemo, definitivno jo potrebujemo, ampak tudi na delovnih mestih. Vsaka čast tistim, ki gredo, tudi medicina dela gre, ampak kar nekaj jih pa tudi ne gre. Dejansko jih je treba, toliko ste rekel, eno celovito pogodbo sprejeti, v katerem bo poleg izvajanja zdravniških pregledov tudi ogled delovnega mesta, oziroma ta prvi ogled delovnega mesta, še kaj vmes, potem pa zdravniški pregled. Ja, jaz bi jo medicini dela vsekakor pokazal, bi šla skozi delovna mesta, ga bi poslušal in bi videl pripombe in bi to spremenil. Definitivno. On vam vzaj skrbu od sedaj naprej za zdravje delavcev, ne? Hvala lepa, lep pozdrav v mojem imenu. Za začetek bi se zahvalil sodelavkam, ki so mi pripravili to predstavitev. Gre za Urško Habjan, ki je direktorica marketinga pri nas. Gre predvsem zahvala sodelavki Špeli Blaznik, ki pravzaprav vodi promocijo zdravja na delovnem mestu in pa tej ki je Bevk, ki je pa pravzaprav delala do 2 let nazaj to zadevo, tako da je velika zasluga tudi njej. Omenjam pravzaprav ekipo za to, ki bo na koncu, bomo pogledali, kako smo to naredili pravzaprav. V redu. Vsem je neka mera in to je zapisal William Shakespeare mogoče že več kot 400 let nazaj, nekaj okrog tega in to je napisal takrat, ko se je ukvarjal s plesom. Se pravi,
tudi današnja tema je s tem povezana, do kje pravzaprav videti, kaj je pomembno in kaj je nepotrebno. S čim se mi ukvarjamo, kar dosti raznoliko delo in s tem povezano tudi zelo zahtevna ocena tveganja na delovnem mestu, tako v podjetju, na terenu, vožnje, zaprti prostori, klimatske naprave, skratka stvari, ki vplivajo na počutje ljudi in pa s tem seveda povezano na zadovoljstvo. Smo družinsko podjetje, ki od leta 1991 se ukvarjamo z merjenjem, tradicija pa sicer gre nazaj v leto 1923, ko je na našem področju Juhočeška ustanovila prvi kemijski laboratorij. Število pa zaposlenih v vseh podjetjih se približuje oziroma nadgradi številko 110. Tako imamo 3 podjetja v Sloveniji, v Avstriji, v Beljaku, v Zagrebu, Kragujevcu, Mostarju in pa s pisarno tudi v Makedoniji. Verjetno dobro poznamo zgodbo o malem princu, kako ga lisica uči, da je treba na stvari gledati s srcem, ker se je bistvo v čem skrito. In pravzaprav to bistvo smo ljudje. In ljudem je namenjeno varstvo pri delu, varnost pri delu, promocija zdravja. Danes smo slišali ergonomijo, s katero se tudi poskušamo ukvarjati. Zdaj pa nekaj več o temu, pravzaprav kako in katera orodja mi uporabljamo vse za varnost pri delu. In to je v letu 2013 smo formalno uvedli nekaj ukrepov, seveda tudi na področju ali pa v okviru družini prijazno podjetje. Tukaj noter moram reči, da to od takrat naprej se intenzivno ukvarjamo s promocijo zdravja na delovnem mestu. Zasledujemo seveda, nekaj so zakonski okviri, ki so zelo napisani tako površno za enega laičnega bralca in veliko nekih dobrih praks si želimo vsi slišati, zato da znamo pravzaprav ukrepati. Zdaj nam je uspelo napisati, pravzaprav tem 3 sodelavkam je uspelo napisati nekaj, kar prepoznavamo vsi kot dober. In gledajte, jaz sam to lahko povem, kar mi delamo v podjetju in bom zelo vesel, če bom dobil kakšen namig, kaj bi bilo pa mogoče še boljše. Seveda se pri vsakem ukrepu zopet vprašamo, koliko to stane, a to se mi lahko privoščimo v kakršnikoli obliki izven delovnega časa, v okviru delovnega časa ali pa v stimulaciji, ko rečemo, da ni vse samo plača, ampak so tudi še druge oblike. No, to je ena izmed njih. Poskušal vam bom skozi to prezentacijo opisati, kako izgleda naš delovni dan. Kjer ni vsak dan, vam bom tudi povedal. In sicer res, da vsak dan pričnemo dan z jutranjo kavo in tukaj smo se dogovorili, da začnemo 5 minut pred delovnim, se pravi 5 do 7 zjutraj in potem 5 čez 7 zapustimo ta naš skupni prostor, ki mu tudi rečemo jedilnica. In zjutraj običajno je tu topel napitek, ali je to kava, ali je to čaj, nekdo vzame vodo ali sok. In to je mesto, kjer povemo, kaj nas danes čaka, kdo bo danes prišel na obisk, kam gremo. In pa seveda v tem neformalnem modelu, kljub temu, da je samo 10 minut, si lahko izmenjamo, kje, koga, čevelj žuli, a je mogoče kdo bolan, a je od njegovih svojcev, kdo rab kakšno pomoč in to je tisti pravi čas, ko lahko izmenjamo neke izkušnje. Sodelavka, ki sem jo že prej omenil, poskrbi za to, da smo res v zadnjem letu smo naredili neke, bom rekel, premike na temu bolj zdravega načina prehranjevanja. Ne vem, po slajdu naprej pa bom kar zdaj povedal. Gre za to, da smo imeli, da imamo pijačo, ki jo lahko sodelavci vzamejo, zato ker so pač jasno žejni, ampak smo bili skoncentrirani na zelo sladke pijače, ne, od teh Coca-Col, Fantov in tako naprej. In zdaj smo pravzaprav res to zamenjali, tako da 90-95% je danes vode v podjetju, obdržali smo eno sladko pijačo, ki je najmanj sladka od vseh, kar smo jih imeli
in pa uvedli tudi košaro jabolk in pa seveda z mislijo tedna zmerom poskušamo nekako še nekaj dodatno energijo dati temu jabolku in pa seveda z napisom, da je jabolko umito ta dan, da je pripravljeno takoj za uživanje. Zdrava delovna mesta, seveda, ko smo zjutraj popili kavo, gremo na delovno mesto in pa, rekel, tukaj sta dva položaja, kjer je pač prisilna drža, kjer je ergonomija potrebna. Razvili smo v okviru tega določene mize, določene sedala, ki so, kot vidite, laboratorijska, se pravi po višini nadstandardno. Skratka, tako da poskušamo to prisilno držo, ki je obvezna za določen del, zmanjšati oziroma tako napore zmanjšati sodelavkam in sodelavcem. So tako moški kot ženske zaposlene kot laboranti, tako da je ta del, bom rekel, sicer fizično ni naporen, je pa izredno zahteven, kar se tiče natančnosti in točnosti. Zdaj, dobro počutje v pisarni je odvisno predvsem in velikokrat od sodelavk in sodelavcev, ki so v pisarni, ampak se pa pojavijo tudi potem te zunanji parametri, kot so temperatura, vlaga, tlak. Tukaj noter govorimo potem o CO2-ju, ki se nabira v prostoru, in nek alarm, ki nam sporoči, da je primerno odpreti oken. Trenutno še nimamo to zvezano na to, da bi odpiral okno oziroma dodajal svežega zraka, mogoče je to za vnaprej, ampak nam pa sporoči, če je recimo v laboratorijih prenizka vlaga, kjer lahko vlago kontroliramo. Vemo, da se počutimo zelo dobro tam okrog 55%, vlago sicer nastopa pod 50, statika nad 57, pa potem že ni primerno tudi ne za vse aparature, s katerim se dotikamo oziroma jih kalibriramo. To se pravi, to se malo prehitil, ampak pomembno pri prejšnji fotografiji je to, ko ljudje odhajajo na teren, sodelavke, sodelavci, da vzamejo sabo pitno vodo, se pravi steklenice, jih opozorimo, da jih ne puščajo na soncu oziroma da jih spravijo nekje v senco, ne samo zaradi tega, da ostanejo hladna, predvsem zaradi tega, ker vemo, da sončni žarki skozi to plastiko zelo, bom rekel, nekako škodno vplivajo na vsebino v tej steklenički. Zdaj seveda s to skrbjo zdravja na vsakem koraku poskušamo informirati, kaj je dobro, kaj se v bližnji okolici mogoče širše dogaja, kakšen dogodek je primerno obiskati, poskrbimo za to tudi dodatno vodo deionizirano, pravijo, da nam, bom rekel, poboljša pravi razpoloženje in pa, zdaj ne vem, če bo v naslednjem mailu, ampak se bom pa dotaknil, mi smo imeli en srečen na končni fazi slučaj z sodelavcem, ki mu je odpovedal srce na terenu in ob zaslugi sodelavcev na terenu, ki so imeli defibrilator, je čez en mesec po njegovi želji začel z delom. To nas je spodbudilo k temu, da smo tudi dali defibrilator v javno točko, v javno mrežo, tako da je na vhodu in zavarovalnici zasluga, da tudi zavaruje za slučaj nekega vandalizma, kakorkoli, ker jasno to je odprto vsakem, tudi slučajno, če se peljete po Sevški dolini, pa da bi imeli tako potrebo, je javna točka. Potem 15 minut za sprostitev, to je joga na delovnem mestu. Gre za to, da ne da bi to mi izvajali, mi izvajamo to včasih na 14 dni, včasih na en teden, bolj kot ne na 14 dni, gre pa za to, da poskušamo pokazati, na kakšen način lahko potem vsak za sebe tudi naredi kakšno vajo izven tega rednega programa. Pa bom kar tako povedal, da sem nad samim programom zelo zadovoljen, nezadovoljen pa nisem na temu, da si pač ljudje ne vzamemo takrat vsi čas, predvsem z mano na čelu, da ne grem zmerom na teh 15 minut. Skupno preživljanje delovnega oziroma prostega časa še naprej, če smo v temu popoldnevu, gre za to, da se znamo podružiti, pokličemo družinske člane, povemo, kakšne polog si ogledajo delovna mesta od partnerjev, otroci od staršev in obratno. In pa seveda zvečer se zberemo spet v tej
sejni sobi veliki, kjer izvajamo, bom rekel, tudi mehen bolj aktivne vaje, v tem primeru pilatesa, kjer se spet predvsem ženske udeležujejo teh vadb. Proces stalnih izboljšav je pa to tista zadeva, kjer poskušamo zbirati ne samo pripombe ali pa predloge za izboljšanje zdravja, promocije na delovnem mestu, ampak sicer predloge. Te predloge ocenjujemo in potem tudi za vsakih zbranih 10 utrinkov se prišteje nekaj k bruto plači, se pravi neka stimulacija, in te predlogi so res vezani na življenje v podjetju, ne bom rekel na samo posamezno temo. Tukaj noter vidimo, čakajte, moram malo gledati, kakšna slika je to. Ja, proces stalni, gre tudi za to, da je potreben je odpeljati na teren, zopet neka fotografija je v temu, da nekdo nadaljuje proces od sodelavca, in ta primopredaja je lahko potem en dober klepet ali pa ne klepet, tudi en dober napotek, kako naj se naredi. Lahko smo pa seveda, vse smo ljudje, kot sem na začetku povedal, in to je tisto, kar je ne nazadnje tudi važen. In en drug William, bolj znan kot Lord Kelvin, pa je rekel, da o neki stvari lahko govorimo šele takrat, ko jo poznamo. In če vemo, kaj nas muči, lahko to poskušamo tudi odpraviti. Tako, dobro, to je z naše strani. Hvala. Gospoda Lotriča so zmerili in so mu dali nagrado. Čestitamo. Hvala lepa. Mogoče pa samo še to nagrada, se pravi sindikata obrti in podjetništvu, smo dobili dve, bom rekel, na ta razpis interni sta se javljala 2 sodelavca. Sodelavka Vida Weber je potem to nagrado osvojila, te 3 gospe so pa odločale, kdo to dobi. Tako da jaz upam, da se bo čim prej udeležila. Hvala pa za nagrado, seveda. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa nam bo še en nagrajeni projekt predstavila gospa Petra Duša iz podjetja Johnson & Johnson. To pa je bila nagrada Podjetniško-trgovske zbornice Pomladni veter. Hvala. Prav lepo pozdravljeni vsi skupaj. Moje ime je Petra Duša in prihajam z podjetja Johnson & Johnson, kjer se ukvarja z prodajo medicinskih in farmacevtskih izdelkov. Danes me je doletela še prav posebna čast, saj sem podjetju odgovorna za javna naročila, ki niso današnja tema razgovora, ampak so žal moje kolegice iz kadrovske službe službeno odsotne, tako da bom jaz povedala iz vidika zaposlenega, kako naše podjetje skrbi za varnost in zdravje na delovnem mestu, za katerega smo seveda dobili prav posebno priznanje strani Podjetniško-gospodarske zbornice in seveda, na kar smo izredno ponosni. V podjetju Johnson & Johnson se zavedamo seveda odgovornosti za čisto vsakega zaposlenega, zato je eden izmed temeljnih načel zagotavljati varnost, dostojanstvo in seveda priznavanje zaslug čisto vsakemu zaposlenemu v našem podjetju. Eden izmed temeljnih vodil našega podjetja je naše kredo, ki mu sledimo že od same ustanovitve našega podjetja in seveda je v bistvu neka naša smernica v naših vsakdanjih odločitvah. Kako se tole naprej premakne? Pomagate? Ali pa takole? Dobro, boja. Program promocije zdravja na delovnem mestu je seveda zasnovan tako, da vsakemu zaposlenemu omogoča oziroma pomaga k zmanjšanju k zmanjšanju najrazličnejšimi poškodbami na delovnem mestu, seveda tudi zmanjšanju poklicnih bolezni, se pravi osveščanju o zdravem načinu življenja in seveda tudi pomaga k osebnostnemu razvoju vsakega posameznika.
V našem podjetju, tako kot pri kolegu, skrbimo, da v bistvu imamo vsi zaposleni vsak dan na voljo sveže avtomate z pitno vodo. Enkrat na teden imamo tudi dostavo svežega sadja, tako da že v vsakem delovnem tednu, v začetku delovnega tedna poskrbimo, da ima vsak zaposleni lahko tudi že prvi zdrav obrok in ga začne seveda s sadjem. V podjetju enkrat letno organiziramo, mi imenujemo temu Health Profile, se pravi, da preko zunanjega izvajalca izvedemo, se pravi, različne meritve. Primer z odvzemom krvnega vzorca se izmeri seveda sladkor v krvi, holesterol, potem se izmeri tudi pritisk, višina, teža in potem dobimo zaposleni neko celovitno sliko na letni bazi, kje se nahajamo s svojim zdravjem, seveda ali je potrebno oditi k svojemu osebnemu zdravniku. Podjetje nam zagotovi tudi letno cepljenje proti gripi in hepatitisu B, seveda za kar se potem vsak posameznik sam odloči, ali se bo temu cepljenju prisostvoval ali ne. V vsem sklopu ozaveščanja zdravja na delovnem mestu se podjetje povezuje z zunanjimi strokovnimi delavci, ki pripravijo za nas strokovna preventivna predavanja, se pravi na različne teme, ki so povezane z zdravjem. Eden izmed zadnjih predavanj je bil predavanje, kako preprečiti raka dojk in tudi rak prostate. In seveda na ta strokovna predavanja se naši zaposleni izredno radi udeležijo, ker izvejo res čisto vse o bolezni, o preventivi in načinu zdravljenja. Tako da smo zaposleni dobro osveščeni. Ravno tako se odločimo za svojimi nadrejenimi in pripravimo neke mesečne teme z področja zdravja in potem zaposlene obvešča določena skupina o, se pravi, bolezni, preventivi in načinu zdravljenja, sploh ob teh svetovnih dnevih bolezni, kot so recimo AIDS, dan brez tobaka, sladkorne bolezni, srčne bolezni in v bistvu poskrbimo, da smo, se pravi, zaposleni, zelo dobro osveščeni tudi o tem. Pripravljamo tudi različne delavnice, mi pravimo tem delavnicam zdravje za življenje. Pri teh delavnicah se v bistvu zaposleni usedemo skupaj, se pogovarjamo o zdravem načinu življenja, seveda o škodljivosti, se pravi, uživanja alkohola in tobačnih izdelkov. Seveda te delavnice zajemajo tudi psihološki vidik zdravja, se pravi, kako v današnjem času se pravi premagati stres z različnimi medijacijami in treningi, za kar je to seveda za nas tudi zelo pomembno. Letno opravimo s svojimi nadrejenimi 5 pogovornih točk, mi pravimo, kjer naši nadrejeni dobijo, se pravi, sliko o samem zaposlenju, kakšni so naši cilji, kakšni so naša pričakovanja, kakšne so naše delovne naloge, ali so pač seveda ustrezno upravljanje, kakšno je naše počutje in seveda tudi zdravje na delovnem mestu. Enkrat letno pa merimo tudi preko anketnega vprašalnika, ki je vezan na naš kredo, merimo klimo v podjetju, seveda kako smo tudi zaposleni med seboj povezani, kako v bistvu komuniciramo, seveda poskrbimo tudi za razvoj talentov in inovativnost. In ta kredo vprašalnik je, se pravi, anonimne narave. Se pravi, že po vseh teh dejavnikih, ki sem jih naštela, tudi naši nadrejeni res dobijo hitro povratno informacijo, kako se sami zaposleni počutimo na delovnem mestu. Podjetje je poskrbelo, da imamo izredno prijazno delovno okolje, svetle prostore, najsodobnejšo programsko opremo, seveda tudi ergonomične stole, najsodobnejša programska orodja, s katerimi je naše delo vsakodnevno lažje, bolj učinkovitejše, hitrejše. Moram pa povedati tudi to, da se podjetje zavzema in dela na temu, da se letna ocena tveganja na delovnem mestu posodablja na letni delovni bazi. Naše podjetje sledi tudi globalnim
smernicami in ena izmed teh je tudi Safe Fleet organizacija. Tu imamo zaposlenega oziroma ni zaposlen samo za te namene, ampak seveda je vključen to organizacijo Safe Fleet, kar pomeni, da nas na tedenski bazi preko elektronske pošte, preko se pravi raznih videoposnetkov osvešča o varnosti se pravi v cestnem prometu, se pravi sploh na delovnem času in pa seveda tudi v službi. Imamo tudi skupino, ki jo imenujemo WeCare.si. Tu je naša zaposlena povezana z slovenskimi ekološkimi kmetijami in seveda zbira zelo dobre ponudbe in zaposleni v podjetju imamo potem možnost kupovati sveže sezonsko sadje in zelenjavo preko nje, preko se pravi teh kmetij. Tako še bolj poskrbimo za naše dobro počutje in se pravi zdrav način prehranjevanja in življenja. Vse te akcije, ki sem jih zdaj naštela, radi zaposleni se pravi združimo tudi v dobrodelnost. Naj omenim, če mislim, da še nisem, je v podjetju na 100 zaposlenih. Dobrodelno smo usmerjeni prav posebni akciji, to je operacija nasmeha, Operation Smile mi temu pravimo. Tako moji kolegi vsak petek pripravijo sadno-zelenjavne smutije, seveda jih mi potem zaposleni kupimo in zbran denar iz tega namena gre v organizacijo Operation Smile, kjer potem s tem denarjem omogočimo operacijo zajčje usnice in volčjega žrela otročkom, seveda iz tistih držav, kjer jim to možnost operacije zavarovalnica ne krije. Zelo smo aktivni tudi na domačem področju v okviru skupine Credo Team. Tu imamo tudi spet skupino zaposlenih, ki pripravljajo najrazličnejše akcije. Ena izmed teh je tudi, da recimo mogoče enkrat mesečno pripravijo zdrav obrok, ga potem spet zdrav obrok na žlico, ga potem mi zaposleni kupimo in ta denar gre seveda za Zvezo prijatelje mladine. Moram povedati, da je izredno pomembno v našem podjetju, da smo sodelavci povezani ne samo v službi, ampak tudi, tako kot je gospod pred mano omenil, v privatnem času. In ravno ta skupina Credo Team poskrbi, da se družimo tudi izven delovnega časa. Pred kratkim smo bili skupaj na Veliki planini z našimi družinami, v soboto pa pripravljamo dogodek, družinski pohod na Janče s kostanjevim piknikom. In mislim, da v teh dogodkih, tako kot je gospod rekel, so zelo pomembni za nas zaposlene, da res tudi naše družine vidijo, s kom mi delamo in preživljamo čas na delovnem mestu. Vsi dosežki, vse te Tako. Vse te akcije in vsa ta prizadevanja našega podjetja, da skrbi za našo varnost na delovnem mestu, so prizanesle in tukaj imamo rezultate, da so se pravi odstotek bolniških odsotnosti iz leta 2014 na 2015 se je pač zmanjšal za 51%, kar je za naše podjetje izreden dosežek. Seveda se je pa povečal tudi število udeležencev zaposlenih pri enoletnih preverjanjih, se pravi zdravniških preverjanjih, kjer pač merimo svoje zdravstveno stanje. Iz 80% v letu 2014 se je pač ta odstotek povečal v letu 2015. Moram reči, kot zaposlena v našem podjetju sem izredno ponosna na te dosežke in zagotovo vem, da se bo naše podjetje še naprej se pravi trudilo ozaveščati zaposlene, kako pomembno je zdravje na delovnem mestu in se pravi vse te aktivnosti bo sigurno tudi v prihodnje podjetje razširilo. Hvala. Ja, hvala lepa.
Imamo kakšno vprašanje za to krasno? Izvolite, gospa. Lahko se vprašam, a ste ugotovili, zakaj se med letom 2014-2015 to bolj aktivno začeli pa se s tem zdravjem delovno mesto ukvarjati, tako da se je to izboljšalo? Tako, se pravi, bi mogle bolj moje kadrovnice povedati, kdaj so s tem začele, te informacije jaz imam, jaz pa kot zaposlena lahko povem, da se sigurno te programi iz leta v leto še razširjajo in v bistvu dajemo čim več poudarka na zdravje, mislim, o zaveščanju zaposlenih, kako pomembno je zdravje, ne samo v privatnem življenju, ampak tudi na delovnem mestu. In seveda tudi za klimo v podjetju, ki je pač zelo, zelo pomembna, da se zaposleni med sabo razumemo, komuniciramo, se pravi, in izmenjujemo informacije. No, ker je Johnson & Johnson mednarodno podjetje, je zanimivo vprašanje, ali je tudi v drugih državah to tako. Seveda, določeno, ta rezultat ne bi znala povedati, če je v drugih državah. Ampak te ukrepi so taki. Tako, se pravi, določeni ukrepi so globalnega pomena in se izvajajo tudi v drugih državah, seveda, ja. Imamo še kakšno vprašanje? Gotovo vam pa gre na roko to, da ste nekje povezani s farmacijo, z medicino, ne? Seveda, to je pa še dodatni plus temu, ja, tako. Dobro, a bi omogočili tudi kakšnemu drugemu podjetju kakšen stik z zdravniki na ta način, ali malo lažji stik, cenejši, no, ali kako? Seveda, mislim, seveda, jaz iz moje strani lahko rečem definitivno ja, in jaz mislim, da tudi naše podjetje je pripravljeno prisluhniti komorkoli in mu pač tudi v te namene definitivno pomagati, ja. Dobro, če nimamo več vprašanj. Hvala lepa, hvala lepa, gospa Duša, mi smo prišli do konca. Tu sicer piše zaključek, ampak očitno se ta akcija najbolj skupaj gradniki zdravja ne bo še zaključila, vsaj vsi deležniki si prizadevajo, da bi šli s tem še naprej. Mogoče kakšno zaključno misel? Jaz mislim, da smo z današnjim posvetom zadovoljni s temami, predvsem bom rekla zadnjima dvema nagrajencama. Mislim, da smo pokazali, da so podjetja med nami, ki dajejo tej promociji zdravja velik pomen. In to, da se je bolniška odsotnost zmanjšala za 51%, to je dokaz tega, da je vredno temu posvečati posebno pozornost.